Lep dober večer in dobrodošli znova v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Oktober je pred vrati, kaj nam prinaša 10. mesec? September je bil čustven, septembra smo zaključevali, smo zdravili preteklost, smo gledali nazaj, smo bili morda malo nostalgični, smo obujali spomine, smo morda celo obujali neke povezave, poznanstva z osebami, katere že dalj časa nismo videli, ali pa smo morda tudi kakšen dolgoleten, dolgotrajen odnos zaključili. September je bil vse prej kot dolgočasen. No, tudi oktober ne bo nič drugačen. Samo 9. je tista, ki zaključuje, se pravi tukaj in sedaj smo v trenutku novega začetka. Število 10 je tudi karmično, namreč ne simbolizira pa slabe karme, pravzaprav simbolizira res preteklosti. In vsakega 10. v mesecu, zato tisti, ki berete moje vodila, veste, da to poudarjam, da je 10. v mesecu tisti dan, ko lažje spuščamo. Tisti dan, ko lažje odrežemo. In na energijski ravni vemo, da res je agresivno dejanje, je močno dejanje, je odločilno dejanje. Torej, morda, če ne bi preveč agresivno poudarjali te energije letošnjega oktobra, bi bilo zelo dobrodošlo. Namreč sama energija je zelo ostra. Sama energija je lahko zelo agresivna in napadalna. Torej, najprej bomo opozorili sledeče. Vsaka oseba, ki vam bo nekaj rekla, ni vaš sovražnik. Vsaka oseba, ki bo šla mimo vas, morda ni vaša grožnja, ni vam grožnja. Morda vsaka situacija, ki se pojavlja, vsak odnos, ki se morda malo krha in tako naprej, ne prinaša konca sveta simbolično. Občutek pa bo tak. Občutek bo, da morda, če se boste z nekom oddaljili, če se vam nekaj ne bo posrečilo, da je kar konc sveta. Pa ni, dragi moji. Jutri je nov dan, pojutrišnjem še nov dan, pa veste, koliko dni vas še čaka do smrti? Vsi, pravzaprav. Torej, dajmo takoj na začetku meseca oktobra nekako impulzivnost omejevati, bom temu rekla. Dajmo sebe umirjati, dajmo sebe zemljiti tam, kjer potrebujemo varnost. Absolutno pa bo letošnji oktober prinesel možnosti preobrata. Možnosti pogleda na drugačen način in v prvi vrsti resnico. V letošnjem letu, v mojstrskem letu 2022, v letu ozaveščanja, v letu gradnje za generacije, ki prihajajo, v letu ljubezni do sebe, odnosov in tako naprej, je oktober ključnega pomena pri razkrivanju resnice. Torej, če vam bo nekdo pokazal svoj pravi obraz, jim lepo prosim, verjemite v prvo, preden bo drugič bolj bolelo. Marsikdo vas bo razočaral, zagotovo boste srečali kakšno situacijo, kakšen odnos, neko informacijo, ki vam ne bo všeč. Zatiskanje oči ne spremeni ničesar, razen vašega pogleda na nekoga. Torej, včasih si resnično predolgo časa skrivamo resnico, včasih predolgo časa verjamemo v nekoga, včasih ti red flags oziroma rdeče zastave oziroma opozorilne zrake opravičujemo. In bom rekla, v letu, ki v ospredje postavlja ljubezen do sebe in postavljanje meja in tako naprej, absolutno ne govorim o presojanju nekoga. Ne govorim o tem, da boste vi rekli, jaz sem boljši kot ti. Ne govorim o tem, da nekomu, komu postavite mejo ali pa se morda celo oddaljite z tega odnosa, govorite, da je slab. Velikokrat namreč z vaše strani, ko pridete k meni na svetovanje, ko pridete k meni na analizo odnosa, ko pridete k meni se posvetovati, kaj s tem prijateljstvom, kaj s tem partnerstvom, velikokrat od vas slišim, ampak on je tako dobra oseba. Jaz nočem reči, da on ni dobra oseba, ali pa jaz nočem reči, da on ni dober oče. In jaz verjamem, da v nekem trenutku je ta oseba tudi dober partner ali partnerka, da ne bo zvenelo, da so samo fantje tisti. Ampak v tem trenutku se dajte vprašati, kdo je za vas dober in kdo morda ni. In tudi tu se bomo mogli vprašati, slej kot prej, ali neka oseba nam škoduje, nam pije energijo, ali govorimo zdaj o nekem prijateljstvu, ki traja 20-30 let, ali pa partnerstvu, pa je nekdo samo v slabem obdobju. To je zelo različno od tega, kot če je nekdo toksičen sam po sebi. Nažalost, veliko bo razkrivanja narcisistične motnje, čustvenih vampirjev, toksičnih odnosov letos. Celotno letošnje leto je posvečeno temu, oktober pa nekako v ospredje postavlja resnico. Torej, marsikaj se bo skristalizirano. Po domače povedano,
Marsikdo se bo pokazal v svoji pravi luči, katero morda ne boste želeli videti, katero boste morda opravičevali, za katero boste morda nasedli ali verjeli njihovim izgovorom. Nočem reči, da bodo okrog vas ljudje, ki vas bodo želeli izkoristiti, ki se vam bodo lagali, ki vas bodo želeli prevarati. Velikokrat gre za osebo, ki resnično meni, da dela prav. In zdaj vi meni povejte, kako se otroček nauči, da dela narobe? Če ne tako, da dobiva iz okolice vedno znova isto informacijo. Če ne tako, kot da včasih zgubimo nekoga, da se naučimo, da nekaj ni bilo v redu. Nažalost pa šola življenja, veste, je vsak dan prisotna. Ne gre tako, da rečemo, zdaj sem se pa tega naučil, štempelj, fertik, počitnice do konca lajfa. Letošnje leto je vse prej kot počitniško. Dobra novica je, da drugo leto stopamo v leto duhovnosti, v malo drugačne energije, kot tudi sama astrologija in druge vede napovedujejo malo umirjanja teh, bom rekel, sunkovitih sprememb energije. Torej, stisnimo zobe, po domače povedano, v letošnjem oktobru in iščimo tudi svojo resnico. Se pravi, raziskujmo tudi sebe, nalimo si čistega vina. Zagotovo smo ga kdaj pobiksali, pa še ga bomo. Bistvo pa je, da se naučimo. Tudi numerološka razlaga pojma karme je to učenje, popravni izpit, ponovna priložnost. Torej, ne ponovna priložnost v smislu, da enkrat pa še enkrat pa še enkrat pa še enkrat počnemo isto, ampak da poskusimo na boljši način nekaj doseči. In sigurno je nekaj na temu, ne vem, če slišite, mimo je šla sirena. Torej, kako lahko dvignemo svojo zavest in s tem dvignemo zavest sveta. S tem dvignemo polovico odnosov, katere tvorimo. S tem dvignemo pravzaprav kvaliteto življenja, v katerem smo. Sveta, v katerem smo. Kako lahko torej smo bolj resnicoljubni, iskreni, pristni v svoji lastni integriteti. Kakšne velike besede, kaj pa to zdaj pravzaprav pomeni v vsakdanjem življenju. Se pravi, da se razkrivamo za izgovore, da ne odlašamo na jutri, da smo pristni in iskreni najprej do sebe, kar je včasih težko, glede na to, da smo v zelo dinamičnih letih, v katerih se primarno odzivamo na nove in nove izzive in provokacije okolja. Se pravi, prvi korak je, da sploh srečamo sami sebe. In nočem reči, da smo se zgubili, ampak včasih je sam tempo življenja tak, da nam ne omogoča imeti veliko kvalitetnega časa s seboj. Nekateri izmed nas tudi ne marate biti sami, potrebujete družbo, potrebujete pogovor. Torej, oktober predvsem v ospredje postavlja trenutke, samih trenutkov s seboj. Pejte v naravo. Poslušajte svoj razum, poslušajte svoje misli, opazujte svoje misli, kakšne so, kakšen je vaš pristni prvi odziv na neko novico. Ko slišite nekaj žalostnega, kako se odzovete, ko slišite nekaj veselega, kako se odzovete, kakšni so vaši odzivi, kakšna je vaša reakcija na neke nove situacije, nove izzive in tiste, za katere ste prepričani, da ste jih pa že zdavnaj presegli. Veste, vsi se kdaj tako počutimo, o moj bog, a spet, a se še vedno nismo tega naučili. Ja, veliko ogledal nam bo prineslo življenje v mesecu oktobru. Čisto vsako ogledalo pa, dragi moji, ni nujno odraz vas. Če dobro razmislimo, ogledalo odseva zrcalno sliko. Se pravi, tukaj, če zdajle jaz migam z desno roko, bo to ogledalo izgledalo, kot da premikam levo roko. Torej, kaj vam zrcali nazaj življenje? Katere osebe vam niso podobne, so vaše nasprotje in se ob teh osebah ne počutite dobro? Katere situacije so postale nasprotne temu, kar so včasih bile? Kateri odnosi so postali nasprotni temu, kar so včasih bili? Morda ste bili zelo zaljubljeni, morda ste zelo čutili, da je to to. In sigurno je bilo to to. Je v tem trenutku to še vedno to? Je v tem trenutku ta odnos tak, da vas izpolnjuje? Ali ste v tem trenutku vi oseba, ki izpolnjujete drugo osebo v tem odnosu? Pa ne gre za partnerstvo, ne gre za zaljubljenost, ne gre za prijateljstvo, ne gre za poslovni odnos, ne gre za sosedski odnos, ni važno. Letošnje leto, kot vemo, postavlja v prvo vrsto odnos, ki ga gojimo do sebe, neposredni odraz tega pa je seveda
odnos, ki ga dojimo z drugimi. Torej, ko govorimo o toksičnih odnosih, o nespoštljivih odnosih, o tem, da nekdo prehaja naše meje, je toliko bolj, toliko več tega za pričakovati v mesecu oktobru, ravno zato, ker nam ta številka 10 pomaga pri tem, da rečemo dovolj. Zdaj pa bom jaz to prerezal, odrezal, spremenil. Torej, najprej je potrebno to ozavestiti. Zato, če boste imeli občutek, da je vsega preveč oktobra, če boste imeli občutek, da ste razdražljivi, da greste na nož, kot radi rečemo, govorimo o energiji, ki nas v mesecu oktobru obdaja s posebnim namenom. Ta namen ni, da se kregate, ta namen ni, da dokazujete svoj prav, ta namen ni, da odvihrate kot v filmih, zelo putnete z vrati in potem cel svet naščuvate proti tej osebi, ki ste jo pustili na drugih stranih vrat. Namen je, da enostavno prečistite svoje življenje. Letošnji oktober prinaša energijo razčiščevanja, prečiščevanja. Seveda bodo odnosi na prvem mestu, absolutno pomembno pa tudi prečiščevanje naših misli, miselnih vzorcev, tudi fizičnega telesa, se pravi, ne ga preveč žingati, vem, da se bliža novo leto, ampak ne, oktober je še vedno nekako jesen, še vedno žanjemo, še vedno smo nekako v energiji sprejemanja, torej pazimo, kaj vnašamo v svoje telo, predvsem pa odločimo se za post, odločimo se za kakšen detoks, odločimo se za dobesedno prečiščevanje tako uma kot telesa, kot naših čustev, kar seveda pomeni, da bo priplavalo na površje marsikaj. Tudi ko se spravimo čistiti, velikokrat odkrijemo za tistimi vrati, za ono sofo, za to omaro, pajčevine, pa prah, pa tako naprej. Kar hočem s tem povedati je, ne se ustraši, če bodo na površje priplavala močna čustva, morda tudi agresivna, zamerljiva čustva, ne se ustraši, če bo nekdo k vam pristopil z jezo, če bo k vam nekdo pristopil na videz na nož, to je vse proces meseca oktobra in ima svoj namen. Kje potrebujemo čiščenje? In kaj nam želi ta resnica pravzaprav povedati? Kaj, če stopimo pa korak nazaj, je pravzaprav sporočilo vsega tega? Kaj ti? Tisti, ki mi sledite dalj časa in berete moje letne napovedi, veste, da jaz vedno oktobra poudarjam, da je oktober nek preview, se pravi nek tizerček, nek pogled, manjši pogled v energijo, ki prihaja. Torej, kar se bo letos počenjalo v mesecu oktobru, nam nekako namiguje, kaj prinaša leto 2023. In če že oktobra to vemo in nekako pričnemo ta proces in začnemo prepoznavati, kaj nam življenje sporoča, kaj nam želi povedati, kje potrebujemo spremembo, nam bo leta 2023 mnogo lažje. Torej, bodite čuječi, bodite v trenutku, bodite pozorni, ne pa delati drame in pa mogoče, kar je tudi včasih malo slabša plat tovrstne energije, kar radi počnemo človečki, je to, da se obesimo na tisto podrobnost, ki morda ni najbolj pomembna. Se pravi, če imate občutek, da nekaj, kar ne morete prežvečiti in ponavljati in vedno znova analizirate, se vprašajte, ali je to res bistvo, ali bo to čez 15 let še vedno pomembno, ali morda, samo morda, ste pa nekaj večjega pred noskom spregledali. Torej, oktober bo prinesel marsikatero razodetje, marsikatero resnico, ne tega slišati samo negativno, marsikdo vas bo tudi pozitivno presenetil in jaz iskreno upam, da boste tudi vi sami sebe presenetili z nekim drugim nivojem zrelosti oziroma morda celo odraslosti. Mi pa zdaj le pogledamo, kaj pravzaprav oktober prinaša vam, glede na vaše število življenjske poti. Torej, če seštejete svoj rojstni datum do ene same cifre, veste, enka pa število oktobra rado prehiteva. Tako da verjamem, da kljub temu, da v naših trgovinah se je po vsej verjetnosti že pojavil novoletni program in verjamem, da vsi že razmišljamo, kaj nam prinaša leto 2023, bi vas pa vseeno opozorila, oktober, november, december so 3 meseci. To je kar nekaj časa. Ne divjati nekam, kjer še nismo. Če pa se želite pripraviti na leto 2023, pa bom namignila vseeno, da moj vodnik za naslednje leto pa tudi je že na voljo. Torej, enke, za vas bo oktober izziv impulzivnosti. Ne skakati nekam prehitro. Ne se preuranjeno odločiti, da zdaj pa ne. Kadarkoli se bo v mesecu oktobru pojavil ta občutek ne, stopite korak nazaj. Prespite. Premislite. In ta ne postavite v izrazito energijo. Ja. In tam nekje na sredini bo pa po vsej verjetnosti tisto sporočilo, ki vam ga želi življenje prinesti,
In če boste vi rekli ne in boste odvihrali stran, sem prepričana, da to sporočilo ne boste prejeli, ampak, ker življenje pač tako je, ne? Mi lahko bežimo, ampak kaj sebe sabo vzamemo, kamorkoli gremo, slej ko prej bo to, kar je povzročilo ta ne, prišlo za vami. A ni boljše, da se zdaj umirite, pa greste malo nazaj v ja, pa potem najdete mogoče v sredini. Kar sicer velja za vse nas, bi rekla, v mesecu oktobru. Število življenjske poti 2. Dvojkice moje, pomagali boste nekomu razumeti drugo plat zgodbe. Kar lahko pomeni tudi, da boste oktobra malo bolj odločni, da ta ne, ki bi ga pa vi lahko občutljivi, je še kako na mestu. Torej, vi mogoče niste tiste, ki bi bili prvi, ki bi prekinili odnos, ki bi bili prvi, ki bi nekaj zamerili, ki bi bili prvi, ki bi morda vzkipeli. V mesecu oktobru se bo to malo obrnilo na glavo, se pravi, lahko bi opazili malo bolj odločno energijo, malo bolj tudi zamerljivo in jezno energijo. To je vse del procesa življenja. Tudi vi imate eno in drugo plat. Nočem reči, da ste dvolični, ne me narobe razumeti, ampak ta sposobnost, da razumete obe plati zgodbe, je sicer čudovita, ampak včasih mogoče obe plati lastne zgodbe ne vidite v celoti, torej vse te občutenja, vse te emocije, ki se bodo pojavile v mesecu oktobru, vam želijo pokazati preprosto drugo plat vas in morebitno drugačno pot do tja, kamor si želite. Torej za vas pa ravno obratno velja prisluhnite tem občutkom, seveda pa ne iti na nož, tako kot velja za vse nas. Število življenjske poti 3. Drage trojkice, ustvarjalna energija se vam obeta, navihana energija se vam obeta. Bodite pa tudi vi v tem zmerni. Včasih se nam vsem zgodi, da ko smo preobremenjeni, ko smo prizadeti, ko smo v določenih takih pomembnih in posebnih obdobjih življenja, kot definitivno tale oktober je, da naredimo malo drame, da iz muhe naredimo slona. No, tokrat bi lahko naredili mamuta, dinozaura, kaj sila nevarnega. Torej, drage trojkice, tudi vi moment mal zadihati, prespati in tiste plati življenja, ki pa so postali sivi, prepleskati z živimi barvami. Se pravi, so to kreativno energijo ne usmerjati tja, kjer vas boli, ampak jo usmerjate tja, kjer želite ustvarjati nekaj pozitivnega. Število življenjske poti 4. Drage štirkice, tale impulzivna energija pa na nož, pa na hiter, pa pred, pa takoj, nekako ni vam blizu. Definitivno pa prinaša nek prav poseben poriv, bom rekla mogoče tudi inspiracijo, torej nek potisk naprej. Če se zgodi nekaj zelo nenavadnega, pa zelo nepričakovanega, bi si drznila reči, da je to nekaj, kar je kar prav, da se je zgodilo. Če vam bo ta novica všeč ali ne, ni nujno skrajno pozitivna, skrajno negativna, ampak definitivno oktober vam prinaša vsaj en dogodek, ki vam namiguje neko novo, drugačno pot in drznim si trditi, da se bo v letu 2023 ta pot izkazala za neizogibno. Torej, ne se skrivati za obrambnimi mehanizmi, ne vztrajati pri tistem, kar počnete že 10-15 let, ampak bodite malo zvedavega miška in pokukajte, kako bi se stvari lahko lotevali drugače. Število življenjske poti 5. Drage petke, rade imate spremembe, rade imate dinamiko, z tega vidika bo oktober super. Po drugi strani počasih ste tako zelo hitre, pa tako zelo spontane, da spregledate tisto, kar imate pred noskom. Se pravi, v mesecu oktobru biti pozorne pravzaprav, kaj je sporočilo dogajanja. Se je super fino fajn, če dogaja, super fino fajn, če nismo več pri miru, pa zaprti, pa tako naprej. Ampak vseeno, kaj je tisto, kar vam življenje želi sporočiti? Mesec oktober bo za vas zelo duhovno obarvan, se pravi, prinaša določena spoznanja, določene resnice in pa določene prepričanja, ki pa morda, ko govorimo o naši podzavesti, za vas več ne veljajo. Če boste prehitri v tem procesu, boste stvari naredili na pol in se boste z njimi soočili kasneje še enkrat. Torej, oktobra je zelo dobrodošlo, da prisluhnete sporočilu. In verjamem, da bo kar nekaj dogodkov, ki vam bo prinašalo isto ali podobno sporočilo. Število življenjske poti 6. Drage šestice, letošnje leto, je po vsej verjetnosti intenzivno za vas, kaj ne? No, oktober je dobra novica, da končno vas pa življenje podpira v tem, da resnično neka vrata zaprete. Ne samo zaprete, drage moje šestke, zaprete, zaklenete, se obrnete in greste v drugo smer. Ne več analizirati, ne več hoditi nazaj skozi kokalo, gledati, če vas nekdo na drugi strani teh vrat še čaka. Preteklost je minila. Preteklosti za vami, osebe, katere ste vi izločili življenje ali oni vas iz življenja, so to storili z razlogom.
In če je ta razlog veljal v preteklosti, po vsej verjetnosti velja tudi danes. Torej, drage šestke, ne zapravljajte svojega časa, svoje ljubezni, svoje pozornosti, svojega denarja, svojega življenja temu, kar je minilo. Vem, da je to včasih težko, vem, da vas to še posebej boli, če imate nekoga radi, vem, da bi naredili za svoje ljube vse, ampak v tem trenutku je pravilno, da naredite vse tudi za sebe. Torej, zapreti tista vrata dokončno in iti naprej, ljube šestice. Število življenjske poti 7. Sedmice, tale oktober bo pa vaš. Analiziranje, duhovnost, razmišljanje in tako naprej vam pisano na kožo dobesedno. Torej, v letošnjem oktobru prepoznavajte nauke, ki vam jih življenje nosi, ker pa ste število življenjske poti 7, pa veste, sploh če imate mojo analizo, da ste tudi učitelj. Se pravi, kaj od teh naukov, modrosti, sporočil, inspiracij lahko predate naprej na način, da drugim pomagate. S tem ne želim reči, da boste rekli, veste kaj, jaz to zdaj vem, da je točno tako in nič drugače. To pomeni samo, da boste predložili svoje informacije, boste predložili svoje prepričanje, svoje misli, svoje razmišljanja. Nekdo bo vzel vse, nekdo bo vzel sem pa kaj kakšen stavek. Marsikdo se pozvabi tudi kregal. Ampak pomembno je, da neko to svoje zavedanje delite naprej. Torej, tale oktober bo duhovno ključnega pomena, tudi naslednje leto bo za vas zelo močno. Ko govorimo o duhovni preobrazbi, govorimo pa vedno o dvigu zavesti, torej kako lahko vi svojo in zavest sveta dvigujete. To je nekakšna popotnica za mesec oktober. Drage osmice, no, vemo, da hitro manifestirate, vemo, da ste odločne, da ste dobro organizirane in ker stopamo v mesec impulzivnosti, drage osmice, bodite pozorne, čemu dejansko namenjate pozornost. Pazite na svoje misli, pazite na svoje besede. Tam, kjer boste zarezali z besedo, bo ostala rana. Torej, tudi za vas velja ne prehitro, ne preagresivno, ne preveč noter pes, tudi če govorimo o nečem zelo pozitivnem. Če se boste na frišno zatrapali, se ne čez 2 tedna poročiti in tako naprej. Se pravi, ne ravnati v vzgibu trenutka in vse tisto, kar se bo novega postavilo pred vas v oktobru, dati priložnost, da se pravzaprav razvije. Včasih se vam malo preveč mudi, včasih ste malo preveč neučakani, pa potem, a veste, tudi cvet, ko se odpira, potrebuje svoj čas. Podobno velja za vas. Definitivno pa več nove energije, sveže energije, nekega pogona, bom rekla, zagona in motivacije, ki ga uporabite za tiste plane, bom rekla, in tiste stvari, ki ste jih že pričeli delati. Včasih morda preveč svoje energije, hitro in premočno razpršite, se pravi, ne 1000 projektov, ampak 2, 3, pa tiste 2, 3 v redu. Število življenjske poti 9. Drage devetkice, duhovnost in vaša energija podobno hodite z roko v roki, definitivno pa seveda vi zelo močno procesirate preko čustev. To pomeni, da bi se lahko zgodile neke stvari v mesecu oktobru, ki bodo ta čustva spodbudila oziroma nekako dreznila. To pomeni, da mogoče vas bo kdo malo s komolcem butnil tam, kjer boli. To pomeni, da mogoče se bo nekdo iz preteklosti ali spominja to osebo na razočaranje znova pojavil, kar nekako se noče nehati to letos, kaj ne, kar nekako vedno znova neke čudne vibracije, čudne spomini, čudne občutki priplavajo znova sem. Tako kot vedno, ljube devetke, vi izbirate, kaj zajamete in oktober ni nič drugačen. Torej, oktobra vas bo življenje spraševala, kaj boste spustili. Podobno kot septembra, se pravi, če česa niste uspeli spustiti septembra, vam bo prva polovica oktobra dala ponovno priložnost. Nato pa vas bo življenje obrnilo v tisti smeri, kamor greste naprej, s toliko prtljage, kot si jo boste oprtali sami. Torej, drage devetke, spuščajte vse tisto, kar boli, čeprav boli. Kako tako to zveni, simpel pa ni, a ne? Torej, to je bil pregled od 1 do 9, tudi sicer bo za vse nas oktober buren mesec. Se pravi, vsi mi stopamo v energijo preobratov, energijo možnosti, na katere sicer ne bi pomislili, energijo projektov, na katere ne bi računali prej. Bodimo pustolovci. Bodimo odprti, bodimo malo znanstvenikom podobni. A veste, število 7, ki bo na nas vplivalo oktobra, povezujemo ravno s tem, z raziskovanjem, z eksperimentiranjem. In velikokrat se zgodi, da pač ja, neki izumi se zgodijo kot rezultat raziskovanja nečesa drugega. A se spomnite, kako je nastal spodnik? V obdobju zlate mrzlice se je veliko ljudi ukvarjalo s tem, kako bi se zlato dalo alkimizirati oziroma alkimirati kar samo tako puf.
In tako na svet ni prišlo zlato, ampak smodnik. Ne glede na to, da oseba, ki je izumila smodnik, ni iskala smodnika, ga je izumila. Se pravi, ne glede na to, česa si želite, ne glede na to, po kateri poti stopate, ne glede na to, česa se učite, izpopolnjujete, včasih ta je stranski učinek te poti. Se pravi, ne glede na to, da pač vsi mi nekako stremimo k zlatu, se pravi k zdravju, ljubezni, sreči, nekem notranjemu izpolnjenosti, občutku varnosti in tako naprej, je stranski učinek našega dela na sebi včasih smodnik. Kaj to zdaj v izi povedano pomeni? Pomeni, da včasih, nažalost, boste prizadeli ljudi, ki jih imate radi. Boste se zmotili, bo kaj razstrelilo v zrak. Tudi to je del življenja. Se pravi, ta naš dragi, ljubi oktober leta 2022 prinaša malo energije smodnika. Marsikaj bo in kaj je potem, ko se zgodi ta očitno mi je ta strašno simpatičen danes. Vsi smo umazani, odsaj, črni, taki kot dimnikar, kot bi padli v oglje. Včasih pač ta oglje, vse to, kar smo si mi zraven naredili, vse te dimne maske, meglice in tako naprej, se razkrijejo. Torej, bodimo pripravljeni na to, da marsikdo, ki ga vidimo v zelo črni energiji, temni energiji, nizkih vibracijah, marsikdo, za kogar menimo, da je vulgaren, da je primitiven in tako naprej, marsikdo nas bo presenetil s svojim bistvom, ki bo zelo čisto. In marsikatero zlato se bo izkazalo, da resnično ni zlato. In bo ta razkril neko platnico, nek obraz, neko masko, ki ni pristna. Torej, za oktober je nemogoče ozko povedati, kaj se bo zgodilo. Možno pa je napovedati, da se bo dogajalo. Po eni strani iz naše podzavesti se predvideva, da bodo prihajali navzven neki vzorci, neki načini razmišljanja, ki nam morda ne bodo všeč. Se pravi, tudi vi boste morda zamerljivi, eksplozivni. In po drugi strani v naši bližini zagotovo se bodo maske rolale, padale, razbijale. Dopustimo tako sebi kot drugim ta proces, kar pomeni, da ne zdaj nekoga obsojati, ne glede na to, kar bomo na drugi strani našli, pomagati si z nasvetom, z razumevanjem, s povezovanjem. Če bi vsakič, ko naredimo nekaj narobe, na življenje maksimalno kaznovalo in nam prav nikoli več ponudilo ponovne priložnosti, ne vem, če bi bilo glih lepo živeti. Pa verjamem, da znamo ceniti ponovno priložnost. In ker lahko s to ponovno priložnostjo naredimo, je to, da jo izkoristimo in da smo danes boljši človek, kot smo bili včeraj, in delamo na tem, da bomo jutri boljši človek, kot smo danes. Kar pomeni tudi, da tuje napake odpustimo in svoje, da nežno ponudimo svoj nasvet, ampak se ne obesimo na to, da mora biti točno tako, kot smo mi rekli. Da ne primerjamo sebe in drugih, kajti naša izhodiščna točka je popolnoma drugačna kot izhodiščna točka druge osebe. In obratno, vedno tudi obratno. Včasih imamo občutek, da smo mi v slabši situaciji in smo že skoraj da žrtev. Včasih imamo občutek, da smo ful boljši. Morda bi plus, minus, boljše, slabše, tokrat pustili ob strani. Resnica je takšna, kakršna je. Ko pogledamo v nebo, sije sonce, ki je potrebno za življenje. Pa pogledamo drugič v nebo, pa pada dež, ki je tudi potreben za življenje. Vse pravzaprav je potrebno. Belo, črno, levo, desno. Tisto, kar vidimo kot dobro in tisto, kar vidimo kot slabo. In edino merilo pravzaprav je to, ali delamo na lastni kvaliteti in tako dvigujemo kvaliteto sveta okoli sebe ali ne. In jaz verjamem, da marsikdo na svoji poti z najboljšimi nameni je naredil že tudi marsikaj slabega. Vsak izmed nas verjamem, da ga je že pobiksal in ga še bo, vem, da se ponavljam, ampak se mi zdi, da je ta misel zelo pomembna za oktober. Na napakah se učimo. Ne jih zato pogrebati, ne jih podoživljati in ne jih do neskončnosti očitati. Torej, naj bo oktober eno tako resnično obdobje prečiščevanja, očiščevanja in bom rekla za konec tudi tistih pravih rezov, ki pa morda so potrebni. Tistih pravih preobratov, ki pa morda so potrebni. V življenju včasih res preprosto potrebno postaviti mejo. Celo leto nam je življenje namenilo točno temu, torej oktobra nas pa ta energija podpira v odločnem ne.
dovolj. Do sem in nič več. In tisto, kar vam je zdaj ob tehle besedah prišlo na misel, je tista tema, ki bo za vas pomembna v mesecu oktobru. Torej, dragi moji, vam želim veliko lepih trenutkov, ki vam odpirajo vrata v prečudovito sedanjost in še lepšo prihodnost in se vas veselim že naslednji teden. Pa, pa!